Moje prvo vprašanje, ki je vedno isto. Kdo si in kaj počneš? Moje ime je Ciril Komotar, še vedno trdim, da sem najprej avtomobilistični novinar, čeprav zdaj vsi pravijo, da sem vloger. Pa ne bom vloger, ker s tem ni nič narobe. Tako je opravičilo. Ja. Ne, ker veš, lahko bi šel tukaj tudi in sem influencer, ampak te besede pa ne maram je preveč, no? Zato ker raje rečem, da ustvarjam vsebino. No? Korak predaleč je influencer. Ja. Okay. Ja. Okay, zdaj mislim, tako rekel, če človek, ki je posnel 800 vlogov, zase ne reče, da je vloger. To je moja teza. Neki ne štima. A bi se saj toliko strinjal? Ja, ne, jaz se absolutno strinjam, da sem vloger, ampak mogoče se držim tiste oznake avtomobilistični novinar, zato ker mi je tako draga in verjamem, da to nikoli ne bom nehal biti, dokler se ukvarjam z avtomobili. Ker, a veš, jaz sem absolutno vloger, ne? In tiste informacije, ki sem jih že v najbolj klasični obliki prek revija ali pa spleta podajam sam čisto na drugačen način. Ja. Bistvo mojega sporočanja se sploh ne spremeni. Ja, v resnici je to sam forma. Meni tisto, kar mi je bolj, kaj je bilo meni še boljš, recimo, da si tako, mislim, da zadnja faza je, ko pol sam reče, že sem avtomobilistični novinar, ampak ker ljudje še vedno ta splet vidijo kot, veš, nekaj. Še zmeraj je to nekaj novega v enih glavah, kar je itak hilarija z leta 2020. A ni to hecno? Ja. To je enaka stvar je pri avtomobilih, ki jaz kdaj koga srečam, ki mu rečem ti, pa tempomat, ki uporabljaš, ne, čakaj, nismo mi še tam. Veš, tako je tempomat še vedno novost, čeprav ni, tako je splet še vedno v očeh nekaterih neki hardcore. Ja, v resnici pa to že prepleten z dejanskim življenjem, da je to mainstream. Pač to je mainstream. Ja, in to že nekaj časa. Ja, na eni točki bo tradicionalni mediji ratal to weird stvar, če bi naredil pie chart, Ja, to je to, ja. Okay, zdaj 800, midva sva se takoj, ko sem pogledal ta vlog, slišala preko SMS-a, kjer sem ti napisal, da si pacient, na 4 nivojih. Zdaj, ljudje, ki niste tega gledali, pač pejte pogledat, ker boste zelo inspirirani nad Cirilom, ali boste zelo jezni na njega. Ker jaz sem imel mešanico obeh občutkov, moram reči, zelo fajn in ker si zadev ta star. Če bi kaj fora, bi bilo skoraj tako sebično, bi bilo skoraj boljš, da bi šel probat, da bi tam snemal 6 ur, pa ne bi ratal. Skoraj raj bi to po eni strani. Če sem čisto iskren, jaz sem bil na to pripravljen. Jaz sem ves čas verjel, zato ker sem tako narejen in ne znam drugače biti, ampak ker smo mi prvič prišli do roba kristalke in smo dol pogledali, vsi družno, ker ne se bilo 5-6, smo rekli, kaj mi tukaj počnemo? Človek, kaj mi tukaj počnemo? Ko je še 100 metrov stran? Ja. Kako? In ta plac v BTC-ju ima tako eno hecno specifiko, da ne glede na vreme, ali je dan, ali je noč, ali je dež, ali je sneg, ali je sonce, vedno piha. In smo eno žogo za foro dol vrgli in je šla levo, desno, levo, pa tja, na cesto. Smo rekli, kako? Pa smo pa po 45 minutah že pospravljali. Jaz sem imel pa 3 nedelje rezervirane. To je toliko narobe. Ne, saj vsaka čast, ampak to ni prav, razumeš? To ni... Veš kaj me je razjezil, ker sem začel gledati, a veš, pa gledam tako, kaj ti delaš? Sem rekel, a nisi mogel nek normalen, neko obeležitev najdeti, zdaj sem rekel, nimaš šaj. Pa že tako teaser si dal na začetku vloga, veš, ker si glih odrezal napreden gre not, ne. Pa jaz to bo enkrat so zadelo broč, pa imamo dosti fantje, veš, da bo ta scena, ne. Pa gledam, pa je bilo pa tako, pa smo jih vrgali, ne vem, 15 smo jih vrgali, koliko smo jih imeli, pa smo jih polovili, pa smo jih dali v balkon, pa ta tretja je šla not, pa je tako, kaj? Res narobe, res narobe, pač. Zdaj prav, mislim, ampak tako, samo veš, kaj mi še povej. Zdaj tam, kar ste metali, to se v bistvu sem te hotel vprašati, pa deva to skupaj združiti. No. Ful mi je všeč, ker si ga res zelo nasedsko v resnici. Mislim, zelo si bil
tako zelo si bil asketski, pri tem, ker se mi zdi, da če bi te kje lahko ponesel, da bi malo razvlekel stvari, ne, je kle, ne. Ja. Pa moram reči, da vsaka čas, da imaš že toliko feelinga, da si res, da je sam tisti noter, ki mora biti, no. Lej, tako bom rekel, če pred tem vlogom ne bi bilo 799 drugih, bi jaz naredil iz tega masakr. In bi uporabil ful več šotov, ker sem zgrešil koš, ker smo gor hodili, ker smo se pripravljali. In v bistvu v izvirnem vlogu, ko sem to sestavil, je bil še ne 3 minute daljši in je bilo več tega. Ja. Ampak pač jaz res kot sveto jemljem to, da pač če delam en vlog, v katerega res vložim več ur dela, kot običajno, da pol pridem nazaj čez par ur ali pa naslednji dan, pa grem rezati stvari stran, ki niso absolutno nujne. In se vedno postavim v vlogo tistega, ki bo vlog gledal. Ja. In pač tisti, ki bo vlog prvič gledal, on ne ve, koliko materijala sem jaz še imel. In moja naloga je, da naredim vsebino kolikor dobro jo lahko, brez da mogoče težim. Ker zelo hiter, a veš, vsak človek ima tudi malo ega. Ne? Jaz bi zelo hiter dal še več noter, ne vem, mojih pametovanj, pa modrovanj, pa to, pa... Pa sem vedel, pa kaj nisem vedel. Ne? In zato sem bil tudi iskren v vlogu. Pač nisem vedel, mi smo bili pripravljeni na fail, mi smo imeli 3 nedelje, vsaj rezervirane. Jaz sem imel v glavi, da bom zmetel med 400 pa 500 žog, zaradi specifike tistega konca. Ne? In tudi vlog je bil pol tako narejen, da sem uporabil, ker se meni zdi minimalno število kadrov, da sem lahko maksimalno povedal. Ker se mi zdi absolutno, to velja pri videu, pa tudi pri pisani besedi, počasi tudi pri fotografiji, da pač manj je več. Ja. Da ne rabiš, ljudje niso neumni, ne rabiš ljudi zasud s 500,000 kadri, če lahko vse z 12 poveš. No. To se mi zdi ful pomemben. In jaz sem se v bistvu tega naučil pri pisanju. Ker najlažje je napisati 3 strani, ne, z ogromnimi informacijami, najtežje pa te 3 strani stisniti v eno z enako količino informacij. In enako se obnašam pri videu. Ja. No. Tako. Ne, ker je res, mislim, tako, jaz to ful porajtam, no, v resnici in je kar noro, ker, tako, pa, veš, tudi že zaradi tega, ker je ratal to hitro, ne. A veš, bi lahko res naredil, tako, to bi lahko pol ure bilo v resnici, če bi imel manj izkušenj, tako si jaz mislim, no. In mi je res meni je to najbolj impresivna stvar pri tem vlogu. Skor. Ja, pa veš kaj, jaz sem se držal še ene taktike, ne. Jaz sem vedel, da bom znotraj vloga pokazal tudi inspiracijski video, ki sem ga pol tudi samega posebej objavil. Sprav, en del, ki je tudi zelo netipičen zame, glede načina govora, pa tako, ampak jaz sem hotel ponuditi nekaj drugačnega. In ker sem vedel, da bom to tudi pokazal in tam je še en dodaten kader, pa tam je še slow motion noter, ki ga v vlogu, v tistem delu, ki jaz pač govorim o tem doma, ki sem snemal, ni, sem vedel, da moram malo prešparati, ne. Tako da ja, ne vem, vesel sem, da je ratal, no. Predvsem sem, ne samo, da sem koš zadev, ampak da je vlog izpadel lahkotno. No. Ja, pa škam je še ena stvar, ki se mi zdi, jaz načeloma zelo ne maram teh obeležij, a veš te, presegli smo 17,000 lajkov. Ja. Se mi zdi, da to je res treba tako zelo z občutkom, pa zelo poredko početi, kar se mene tiče. Tako sem jaz narejen, ne? A veš, se mi zdi, da ti imaš tudi malo tega, no? Ja, a veš, hecen je, da jaz mislim, da sem naredil obeležje, ki je bil 100. vlog, pa pol verjetno, ne vem, 200, pa 500, pa sem pol vmes 600, pa 700 se mi zdi čisto izignoriral, čeprav so bile tudi lepe številke, pa sem se mislil šit, že do takrat sem mislil, da bom nikoli prišel, ne. Tukaj se mi je pa zdel, da bi bilo pa mogoče pa vredno, ker 800 je pa taka masivna cifra za vloge, recimo. No. Ja, mislim. Pa še nekaj je, ne. Ja. Tega vloga se drži en dirty secret, ki ga praktično nihče ne ve. Okay. Ne. Jaz sem ta koš zadev že leto pa pol nazaj. Ne. Kaj? Okay. Zdaj sem vse podaril, kako si lahko zadev koš z najvišje slovenske stavbe in nisi tega prej pokazal. Čakaj, kaj? Razlož to. Kaj? Lej, ta koš sem jaz zadev leta 2018. Septembra, oktobra. In takrat sem slabo. Takrat je bilo toliko enih stvari sem imel, da sem odlašal z montažo. Yeah. Pa sem pa naredil montažo in ta prva stvar, ki je stala, je bil samo ta inspiracijski del 2 minute videa. Okay. In ko sem jaz ta video pokazal parim ljudem, je bil odziv zelo, ne bom rekel negativen, ampak tako, fakt, to nisi ti, to ni komotar minuta. Zakaj pa s takim glasom govoriš, pa neka muzika, pa v easy. Mi smo vajeni druge dinamike. In moram priznati, da mi je to vzel mal, ne bom rekel samozavesti, ampak mal mi je vzel veter iz mojih jader. Ne. Tako sem rekel, shit,
ok, ne, ker vsi odzivi so bili identični. Ja. In pol sem pa nam rekel, da sem pozabil na ta klip, ampak sem se bolj obadal s tem, jaz moram iz tega nekaj narediti. To je predobra stvar, da bi jo jaz ven dal taka, s katero jaz nisem absolutno zadovoljen. Pol je vmes prišlo kupenih drugih stvari, pa delo in sem odlašal. Pol je pa prišel, pa se je pa začel bližati vlog 800, sem pa rekel, kaj bom jaz naredil, ker nekaj bi bilo pa fajn, da saj omenim. Ja. Pa sem rekel, jaz imam pa nekaj, s čemer bi se lahko Vidiš, že to je, da sem naredil nekaj tazga, pa da sem bil keep my mouth shut, da sem nobenemu povedal. Ja. To me je v bistvu malo žrlo začetka. Pol sem pa se s tem pomiril in sem si sam želel si, da ne bi kdo drug si kaj podobnega spomnil. Jaz bi pa rekel, ne, jaz sem tudi sam, pa ne moreš več tega objaviti. Ja, valjda, ja. Skratka, in potem je prišla primerna priložnost in sem ta vlog skupaj sestavil, sem pa rabil en teden intenzivnega razmišljanja, kako bom to pripravil, pa na kakšen način. No. Tako je bilo 5 konceptov. Ne. Pa sem pa na koncu rekel, najbolj da uporabim inspiracijski del, da se doma usedem na sceno, ki jo ljudje že poznajo iz unboxingov in da pač povem čist po svoje, kako je bilo. In da v bistvu nekako združim to, kar sem doma naredil, pa to, kar sem takrat že posnel pa pripravil. No. In se mi zdi, da je bila to dobra kombinacija. No. Da sem razložil, zakaj prihaja ta inspiracijski del, ki je drugačen. Ja, da se ne začne s tem v resnici. Ja, ker to bi bilo totalno, jaz mislim, da bi bil to fail. Ja. Če bi jaz video ven dal, tole sem naredil, ne bi preletel na plodna tla. Tako sem pa dal več sebe noter, moje razmišljanje o celotni izkušnji pa se mi zdi, da je boljši spadlo. Okay, evo, zdaj veš. Zdaj že spet. Ja. Škaj mi še povej, še to, ker zdaj dejva še malce o tem metu pogovarjati. Nisem metu. Lučanje je bilo to ni bil met. Ja, spust je bil. Ne, ampak tako, škaj se zanima, ko vidiš ta prve une, ki si jih metal, to si tudi posnel, ne? Ko gre na cesto, ko sploh ne pade, a sploh kaj porinaš jo dol, v resnici jo porinaš dol, pa upaš na najboljši. Mi smo dali koš, dajmo reči, 15 metrov stran od bajta. Ja. In ta prvi met sem želel ga vrš, kot se vrže košarkarsko žogo, ker me zanima, kaj se bo zgodilo. In ti, ko vržeš, pač daš žogi malo spina, če pravilno vržeš. In je prišlo do tega Magnus efekta, ne? In je v 90 metrih je žogo odnesel 50 metrov stran od bajta. Ja. In sem rekel, ok, to ne bo prav. Pol se pa zelo hitro pomiriš sam s sabo in rečeš, itak, dajmo si cajt vzeti in začneš žogo spuščati. Ne? Ampak tako toliko si moram na dušo popihati, ne? Da se mi ni čisto sral, ker se mi zdi, da sem malo računal, a veš, kako pa na kakšen način bom spustil, pa da bom vrgel malo desno od koša, ker je bila tendenca, da piha veter v levo. Ne? Ampak kdaj mi je bilo pa najbolj strah pri celom metanju, ne? Ker je vmes Filip Kržišnik, akrobat, ne? Rekel, da jaz eno vržem dol, sam za foro. Takrat ni bilo pa... A veš, ne moreš reči, ne, valjda, ne, koliko imaš priložnost vršči stopnice v koš. To bi bilo vrhunsko, da zadane. Vrhunsko bi bilo, to je bilo. In sem mu dal, tako sem mu dal žogo, a veš, da bi mi dal nekomu loterijski listek, vse verjetno naš zadev, ampak če pa boš, ne. In pa so še rekel, daj snemite, ne, whatever happens, happens. In on je, valjda, vletel z neko svojo tehniko in je žoga šla v tripa, madja v levo vodo. In tebi odlegal. Ja, in jaz, ni zadev. Tako da ja. In pol, ki si pa pač zadev, si se pa še spustil dol, ne? In že spet, lahko sem eno stvar rečem, eno stvar. Všeč mi je, ker poznam ta strah, ker to je strah, kjer ni več, mislim, ker možgani, ker ne moreš več z emocijami tega ven spraviti. Ampak je samo, jaz lahko umrem, tako je življenje, naj bo čim prej konc. To je bilo to. Mislim, tako je meni zgledalo. Kljub vse racionali, da se zavedaš, da si po vsej verjetnosti, da si ustrezno zavarovan. Ne? Najprej Filipu zamerim to, da mi je dal, ko sem zadev koš, točno 40 sekund veselja, ker jaz sem čist vam padel. A veš, to res si, tako si vesel pristno, da redko se izgodi tak občutek, ker je pač, se vem, da je sam koš, ampak jeba mast. Ja. In po 30-40 sekundah sem gledal na kameri in rekel, zdaj greš pa dol, ne? In me je ubil sekunde. Ne? Ker jaz sem to že en mesec pred tem obljubil, ko smo organizirali to, pa sem rekel, a bi me prišel varovati. Pa je on rekel, sam če te lahko po zunanji strani stavbe dol spustim, da ne šel z liftom. In sem takrat v zanosu, bomo mi to itak valjda, sam da mi vržemo pa zadanemo. In sem rekel, In mi je dal 30-40 sekund veselja, pa je rekel, gremo na rob. Ne? In mi je takoj sam vse, kar je bilo v meni, je šlo stran.
In pa prideva na rob hiše in on prav, enač pa je zdaj čez, se si, tole te drži, tukaj te drži, tle si zavarvan, pa jaz kako pa, in on meni, kaj da bi šel na konja, a veš, tako na rob. Pa jaz kako pa, kakšnega konja? In pa sem stojim tam na sredini, sedim in pravim, kako grem pa zdaj čez, kaj da bi šel dol s konja, ne? In pač se moraš spustiti v prazno, ne? In gledati štrik in si misliti, ok, you're my guy. Kar pa nisi, to. Res nisem bil še nikoli v življenju za nobeno stvar, nikoli, tudi približno me ni bilo toliko strah, kot takrat, ko sem se mogel roba stavbe spustiti in pač reči tu in gor, čau. Grozen. Jaz najvišji, ko sem tam bil, mislim, da sem bil na Outfit 7, sem bil enkrat, pač čisto randomly in sem dol pogledal in god damn, ta star. To je visok. Mislim, ni fajn občutek, pa tudi na glasu se mi pozna, se mi zdi. Se samo ene 2 stavka v kamero povem, ampak se vidi, sliši se, da nimam sape, da nimam, zdaj dobim ta neugoden občutek, ker razmišljam o tem, kot si ne mi gre po koncu. Meni to v bistvu čisto huda kazen, zato da si to hitro zadev v resnici. Ker ni bilo vloženega truda v to, da zadaneš. Spoštujem, da si pol nekaj, veš, plačal je. Ciril je plačal to, da je šlo to hitro noter. To mi je okej. Jaz sem okej s tem. Te tam gledati, kako res. Sploh ne. Sem hotel reči, že ko sem grunto, ko sem to pogledal, sem rekel, pa mu pa reči, nekaj je obolevo, a ne, pač kaj. Pa v bistvu nisi obolevi, to je še ena štenga višji, to je samo upamo na najboljše v resnici. Veš kaj najbolj hecen pa vsem skupaj, da nisem bil sproščen, dokler nisem čutil tal. Tudi 4 metre nad tlem sem bil še čist posran. Dokler ne... Veš, ni bilo tako, bližji podnu sem, a zdaj si lahko sam še nogo zlomim, zdaj mogoče pristanem. Ne. Absolutni smrtni strah do konca. Jaz sem ta nadaljavo, imam ta nek pogum, ful grem na te, pač v Luna parkih, na te pizdarije, ki nekaj počnejo. In nazadnje zdaj sem bil na Dunaju, na Pratarju, imajo res en prosti pad, ki je res god damn, koliko je visok, mislim, da je 80 metrov, neka balana cifra je v glavnem. In potko greš gor in si tako, jaz sem pa cool, ker sem šel gor, pa ker si gor, je pa tako, please, sam nazaj, jaz bi sam nazaj. Prosti pad je edina stvar, na kateri sem res posran, ker je pač malo nenavadno. To star. Ampak Veš kaj fora, pa še eno, to je pa en trivia. V Gardalandu, kjer sem jaz prvič bil na prostem padu, ne? To je bilo tako v osnovni šoli, zdaj 87 let nazaj, ne? Ampak jaz sem bil že takrat, to je bil 8 razred osnovne, končni izgled, jaz sem bil takrat že 96 ali 98 visok, pač. Jaz sem zrastel. Okay? In smo šli kene in pač gremo jaz pa 3 kolegi, da bomo skupaj, da bomo 4 sedeli, ne, sošolci in kar gremo not in se usedemo, in umna pizdarija gre dol, ne, in naredi, ne, zaklene. In jaz ko gledam in našega vodiča, ki je bil 1,80 m max, merijo, če je dosti visok, če ga bojo spustili gor. Pa jaz pa zunima, veš, what? Stari me je dvignil in spustil in imam fotko, nekje jo imam, celo poskenirano, kjer so oni 3 moji kolegi vsi tako, stari, jaz se pa držim unga, pa vse vlečem, kao da mi nav nog potrgal. Veš, ti si bil ekstra adrenalin, tako da te razumem, tako bom rekel, te razumem. Bom organiziral enkrat Filipa, pa gremo gor. God damn, stari. Pa še greva sam še to, kar se vloga tiče, ker nazadnje so se ful pogovarjali ta pač YouTube pa Facebook, a veš, kam je boljš video dajati, pa kako se obnaša, pa ti, ki toliko daje, si že začel zmajevati. Ne, ki je toliko cajta minilo mes, se mi je zdel vredno, a veš, če koga vprašati, tebe vprašati, a so kaj boljše izkušnje s Facebookom, a je še zmeren tak jajc, pa mislim, tako malo povej, a veš. Mislim, za začetek, moja frustracija povezana z videom na Facebooku se mi zdi, da konstantno in počasi veča. Zato, ker prvič kakovost slike, mislim, jaz se Facebooka držim, zato, ker tam še vedno v komotar minuto spremlja ogromen ljudi. 2-krat pa 3-krat več, kot na YouTubu. Ampak vidim, da kakovost slike ni enaka. Upload, to se je sicer zdaj popravilo v zadnjih 3-4 mesecih, ampak tendenca je, da ko delam upload, da se upload prekine. In začnem vedno znova. Jaz ne vem, kje je hec, ker vem, da povezavajo zorna, vse štima. Pri YouTubu se mi to ni zgodilo enkrat. Klikneš ti upload, je to in je fix. Lahko stavim svoj live on it, da ko bo enkrat vse skupaj narejeno, zadeva pripravljena.
Tako da ja, frustracija v povezavi s Facebookom raste, obenem pa pač si ga ne želim zignorirati ravno zaradi količine ljudi, ki je pa vajen na tem, komu minuto konzumirati. V bistvu celo tako je. Veliko ljudi je pogleda na Facebooku, pa potem še na YouTubu. Ali pa da pač switcha med platformami, celo, kar si nisem nikoli mislil. Ne, štekam. No, se tako, ampak sem rekel, veš, se mi zdi dosti, se mi zdi o tem pogovarjati, ker res je neka taka temeljna razlika med tema dvema, saj za video, ne, platformama, ki je res tako nora, se mi zdi, da ljudje pa vse to tako jemlje, se je dal video gor, ne, pa ni čist tako, ne, v resnici. Pa ne samo to, tudi zelo na grobo gledano se tudi tip ljudi, ki spremlja na Facebooku pa na YouTubu razlikuje. Ja. Ker tudi dobim na YouTubu drugačno vprašanja, kot na Facebooku. Ne. Na YouTubu je folk ful bolj pozoren na detajle. Ne. Recimo, ko sem objavil vlog 800 na Facebooku, ne vem, če je bil en komentar ali pa mogoče 2 komentarja sta bila na temo nove špice, ki je bila takrat premjerno, pa je zdaj mogoče pripravljen, da bi imel svežo špico za komotar minuto. In na Facebooku to mislim, da je eno omenil. Na YouTubu je bilo pa fulnih komentarjev. Ja. Ej, videl sem nova špica, ful dobra. Mislim, zdi, da je vse razlika v publiki mal, pa dobro, na YouTubu so pretežno mlajši, se mi zdi. No. Ali pa ja, pa tudi ne, veš, odvisen kjer vsebine. Jaz vsaj tak feeling imam, jaz mislim, tako, ja, se strinjam. Tudi jaz pri sebi vidim, zdaj, kad dajem te videe gor. Jaz sem bil tudi kar malo presenečen, sem mislil, da bo dosti mlajša, ne, pa kaj Google dejansko ima te podatke, ki je folk v Gmailu pisano, ne. Veš, da dejansko dobiš neki relevantni podatek v resnici, ne. Ampak pa se mi zdi, da tisto, kar je ključno, je to, ker je tudi community tak, ne, ker YouTube ima veliko, mislim, je res za video. Pri Facebooku je pa video bil zraven našvasan, ne, pač to se pozna. Veš, tudi, kaj ljudje tam pričakujejo, pa na kakšen način gledajo pa vsebino, v resnici, ne, tako. Če sem čisto iskren, sem po eni strani presenečen, ker vem, da popularnost, ali pa to je vsaj word of mouth, ne, popularnost Facebooku pada, ne, meni pa ogledi zadnje čase na Facebooku rastejo. Je to zaradi trenutnih razmer, zaradi COVID-a in tako naprej, ne, ampak presenečen sem, da kljub upadu popularnosti celotne platforme jaz držim ogled videov na Facebooku. No. Ker pomeni, da sem mogoče je to posledica količine mojega dela, da sem dejansko folk navadil, da pač tukaj pridejo pa to pogledati. Jaz ne vem, edini na takšen način si to lahko razlagam. No. Se to nekaj je na temo, pa ti imaš res proper community na Facebooku, kakorkoli obrneš. Veš, to ni samo umevno, da to ljudi, pa nam zdaj sam rekel polajk, ampak da so pol tudi aktivni, kot tako, kot so. Ne. Tako to ni, veš, to je več vreden, kar pol algoritmi naredijo, tudi kar algoritmi začnejo tepsti vse, ali pa je popularnost omrežja pada, recimo. Ne. Veš, mislim... Se strinjam, vse na to sem na en način ful ponosen, zato ker je ful enega odziva, ful je feedbacka, tudi meni po back channelih, to se pravi prek sporočil dobim ogromno enih vprašanj, ne, in tega je res veliko, no, in vesel sem, da ljudje ne samo, da pogledajo, da so aktivni, ker mislim, konec koncev mi to zelo veliko pomeni, to pomeni, da vsebina živi, da veš, reakcije ljudi veliko pomenijo. No. Ja, valjda, ja. Zato to je velik del tega, zakaj delamo to več ali manj, tako da. Yes. Zdaj bova pa naredila pokaž majico, da imamo nek razlog, zakaj bova šla na naslednjo temo. Da imamo segway. Evo ga. Dražen, kje si? Ja, oba sva gledala The Last Dance, ne? Mi smo tudi s Pižancem pa z Bokijom podrobnostih smo šli čez vse dele, ne še, no, ta zadnja dva še moramo, ampak bomo tudi to posneli. Zdaj pa tako, dejva sam nek tak opening statement, koliko ti je cool, ne dokumentar, skoči generally, pa gre pol na kakšno podrobno še, pa nekaj od Perica pa je prebrala, ki se mi zdi dosti genius. Tako da, sem tako overall, kje si pri tem dokumentarcu? Zdaj, po defaultu mi je cool zato, ker sem vedno bil MJ fan in sem pogrešal po drugi strani že samo basket vsebino, ki bi bila na en način sveža, čeprav je stara. Po drugi strani sem pa vseeno malo razočaran, ker se mi zdi, da so se držali storylineov, ki jih poznamo že 30 let. Mogoče sem pričakoval več stvari, ki jih nisem vedel. Ali je zdaj to posledica, da sem bil basket manijak večino svojega lifea in sem res vedel o Bullsih, o Jordanu, o tekmah, o dvobojih v obeh konferencah že toliko prej, da me nekako niso mogli presenetiti. Ne? Tako da sem bil pol nekako zadovoljen s tistimi majhnimi cukrčki, ki so prišli enkrat pa dvakrat mogoče na epizodo, ali bilo to gamblanje z njegovim osebnim stražarjem in tako naprej, ali bilo to oziroma z bodyguardom. A veš, majhne stvari so me zadovoljile. Ostalo je bilo pa tako, fajn, lepo je videti, ampak 95% stvari pa že vem. Ja,
To me je mogoče malo zmotilo. No. Pa sej tukaj sem v bistvu sam kriv, iskreno. Ker dokumentarc sam po sebi je bil izredno dobro narejen. Všeč so mi bili skoki, oziroma da so prepletli Jordanovo pot od začetka pa do konca in so se na koncu srečali v finalu proti Jazzu 98. Pa tako z zanimanjem berem tudi kakšne komentarje, pa poslušam razprave, zakaj pa ni več Kukoča, pa tako, recimo, no, to je bil en izmed to pri nas sploh, recimo, ne, Ja, ampak veš, Kukoč je naš človek, ne? Vala, da smo malo prizadeti, ker je pač tip legenda, kakorkoli pogledaš, tudi če v NBA tudi po vohu nikoli ne bi, ne? Že v Evropi je ogromen naredil, 4 naslovi prvaka, pa tako naprej. Dejstvo pa je, da Kukoč leto 98 ni imel najboljše serije, še posebej v finalu, ne? Na katerega so se skoncentrirali, pa tako naprej, pa tudi sezona 98 ni bila njegova najboljša. No? Tako. Mislim, meni recimo, jaz sem s takim veseljem to gledal že zaradi posnetkov. Ker pač videti nekaj iz 90-ih, ki je s proper kamerami posnet, to, če bilo sam to razvuči, so kaj. Sploh tam, kar je tekem, pa s temi kamerami posnet, to bi jaz gledal lahko cele dneve. To je res dobro. Kaj, zdaj smo ful navajeni na Phantom Cam, pa vse v HD-ju, pa ne vem kva. Vse, kar je iz 90-ih na YouTubeu, je 240 pa nek crappy DivX, kompresija, veš pa. Pa še nekaj je, ne? Ravno zaradi tega se mi zdi, da je zaradi Les Dance-a na Twitter prikapljal kupenih fotografij Jordana, ki so bile še... Ne vem, se mi zdi, da imajo fotografije iz 70-ih pa 80-ih iz NBA, pa zgodna 90-ta en poseben feeling. In zdaj so prcurlare na Twitter ne samo fotke Jordana, tudi Dr. J-a, Larry Birda in jaz to, kadarkoli vidim, jih tako občudujem, ker imajo neki, kot si ti rekel, ne, ker tudi ima film iz tiste ere, iz tistega časa, nekaj posebenega. Ne. Malo je pa tudi to, da smo navezani na svoje otroštvo, pa nas spominjamo, pa nas to dodatno vleče na to vsebino. Je to za našo najino generacijo, je to pač crystal meth. Ja, res. Droga. Pa tako fajn se je bilo, veš, pa gledal sem masko svoje oči, noro mi je bilo, ker sem videl, kakšne tablice je imel Jordan na avtih, ki ima svojega Porsche, par tablic. Jaz sem tudi avtomobile, sem tudi kar porajto, Da pa tam, kjer Rodman beži, ki se usede v največji pick-up trak v zgodovini človeštva. To je hudo. Samo, ker so on daljši od poprečnega avta zdaj. No to, take mehne stvari. Vesel sem, da sem po 20 letih spet videl Carmen Electra. Tako spominjam. To je. To mislim, da večina nas je bila veselih. Zdaj pa tako, jaz sem to, da še jaz sem nek tak se pravi, pač to je droga za nas. 90-ta pa bulsi, pač to je brez veze. Govoriš človekom, ki je pri Olimpiji, pri selekciji, ki so nam talali majice s ciframi, ker so bile vse 7 pobrane, mamico v glavu. Sem imel 17, pa sem si lagal, da sem Kukoč, tako da ni panike. Res tako, 7, 17, 27, 37 so bile bolj popularne cifre, kot karkoli drugega takrat. Seveda. Drugač pa, tisto, kar mene, edina stvar, ki me res zmot, pa jo nisem znal artikulirati, pa je res Perica na Facebooku na to zapiske. No. Je res dobro. Kaj povedal? No, se to tako, kao dialog je napisal med režiserjem pa Jordanom, kao, pač res dobro. No. Mike, kakšen naj bo naš dokumentarc o Bullsih? Pa Jordan, misliš, da komentarc o meni v Bullsih? To je meni ključni stavek. To. Ja. No, glorificiran sem bil kot noben športnik doslej, ampak ker je dolgo tega, pa ker stvar traja samo 10 ur, dejte me kar ene 65% naj bo meni, 70, da bo okroglo. Pa tako v redu, neuničljiv, največji ITD se razume, ampak lahko damo not tisto, da si bil pizda do svojih igralcev. Vazi to. Lahko, če se potrudimo to obrniti tako, da ni šlo drugače. Pa če kdo od njih zine kaj preveč proti meni, ga režemo ko salamo. Pa režiser da, Kako pa naj bodo portretirani svoji igralci, koliko namenimo vsakmu? Glede na to, da je ostalo še debelih 30%, pipnu 7, od tega največ negativnih momentov. Fuknenemu Rodmanu 6, da se folk reži, Kero 5, Filo 5, unipokojni žabi Krausu 4, koliko še ostane? Kao 3%. Pol pa magari še 1% Paxtonu, pa Grantu, pa 0,5% Kukoču in Carmen Electra. To je, mislim, ker efektivno, meni je všeč ta stavek, misliš dokumentarc o meni v Bullsih. To je to. To ni dokumentarc o teh Bullsih v resnici, kot je o Jordanu takrat.
To mislim, da je dosti Ja, fair, čeprav- recimo. Jaz mislim, da je to fair, ampak jaz obenem mislim tudi, da si je folk to želel. Tudi zaradi debat v zadnjih letih, pač who's the greatest, ali je to LeBron ali Jordan, ali kaj se ima, je to Will Chamberlain, se vse. Ja. Je pa res, da kupenih stvari manjka. Ne? Se, veš, okrog Michaela se je zbral več kakšnih nečednih zgodb. Ne? Pa mogoče je bilo tudi malo hecen, da a veš, so totalno zignorirali njegovo takrat ženo, ki je bila velik del njegovega življenja, pa enega kadra ni v njej, pa tako, ker so go, a veš, Ja, v bistvu so jo tako ponudili sam na unikom tiskovki, ki se upokoji, tam se jo vidi, pa še tam Ja. so vse kadre Ja. tako obdali, da se jo ne vidi. Ja, točno tako je. Ja. Imeli so možnost iti v veliko več smeri, se strinjam, ampak generalno gledano sem jaz dokumentarcem zadovoljen. Ne, saj jaz Mislim, tudi, jaz- Zadovoljen zato, ker. Ja. Ne, sej, tako, jaz tudi nočem disati, res daleč od tega, da bi hotel ful biti negativen, ampak je pa tako, tiska mene tako, mislim, tiska me malo zmote, to, ki je res, a veš, mal preblizu je PR-ju že spet od Nikea pa Jordana, tako veš, mal preveč na uno stran preves, ampak pol na končni fazi pa tako mislim, pač šport je, mislim, zdaj pa, a veš, ni glih dokumentarcev o drugi svetovni vojni, ne, jaz to tako gledam, mislim, a veš, Ja, seveda, moraš gledati veliko sliko, moraš gledati. Pa konec koncev nikoli nič drugega iz tega ni mogel ratati kot to, ker sta Nike pa Jordan prevelika multibillion brenda, Ja. da bi karkoli drugega sploh dopustili. točno to, ja, pa se pokaj veš, da so oni neki njegovi ljudje, executive producerji, pa tako pa veš, koliko je ura, Ja, več ali manj. tako. Kaj ti je pa tako, ajde, od vseh 10 delov, kaj ti je najbolj, mislim, tako, nam rekel favorite del, ampak kaj ti je najbolj ostalo v glavi, recimo? Pa ne, imam prav favorite del in to mi je ostalo v glavi, pa se mi je full fine zdel in to mislim, da je bilo v 8. delu, ko Jordan sedi v slačilnici pa vihti svoj bejzbolski kit, tako zelo zrelaksiran, drži cigaroma v ustih pa razlaga o trash talku. Ne. Aha, okay. Se mi zdi, a veš, totalno neporezana scena, mogoče 30-sekundni dialog o tem, ko on go razlaga, da lahko je trash talkat, ki si 6 pik, ki imaš 6 pik prednosti. Ne. Da začni ti trash talkat takrat, ko smo na 0-0 ali pa ko zaostajaš. Ne. Ampak se mi zdi, da estetika celotnega kadra se mi je zdela ustrezna. Pač prvič, kaj ima tip v basket slačilnici baseball key. A veš, kljub temu, da ni nobene logične povezave, je to pač, se mi zdi, da je tako naravno izpadlo. Ja. In kje boš danes videl kaj podobnega? Basket igralca s cigaro v ustih pred tekmo z bejzbolskim kijem v roki razlaga o trash talku. Pač to mi je bilo, to je bil verjetno en mojih najljubših kadrov. Ne. To pa Rodman, ki razlaga, kako je naštudiral ribal. Ti si je pa, unmo montažerju mora dati denar. Ja. To. Tiste pa, To. res, unkaj Ja. ti zmontiral je pa, po mojem, 7 do 4 dni tam. Jaz si drugače to ne znam. To je Ja, dobro. in prav, jaz sem poslušal en podcast na to temo, no, Ja. ko je režiser dokumentarca razlagal, kako je to nastalo, da je zjutraj prišel v montažo in je to videl, da ga je vrgel na rit. Ja. Pač tip je genij. Ne. To, veš, dokaz, ne, kaj vse montaža lahko naredi iz, dajmo temu reči, ok, klipa ali pa nič posebnega. Ne. Ja. Da ti narediš s parimi koraki, ki so v osnovi zelo preprosti, kat, nobenih fancy prehodov, da samo delaš na timingu. Ne? In zato je to pomembno, da imaš ti, ko se lotevaš tazga dokumentarca, s sabo vrhunsko ekipo, ker mislim, da so imeli 5-6 montažerjev. Ja, valjda, ja. In ta režiser je rekel, da vedno, ko jim je dal navodila, ki je prišel naslednjič nazaj, ne, je bilo boljš, kot si je on zamislil. Ne? Ja, se kot to naredi. Da lahko res, ljudem, ki jih dejansko. imaš v ekipi, zaupaš. Ja, ne. valjda. To Ja, je. valjda. No, ok, pa še to, kar si že prej omenil, ne, premalo kukoča, kar za nas itak velja, ne, kako koli obrneš. Mislim, tudi če bi ga bilo več. Imam pa jaz en specifičen beef za uno epizodo o Barceloni, pa sem povedal, če se strinjaš. Ker je bila Hrvaška predstavljena kot ekipa Tonija Kukoča. Ne. Ja, nagovarja. A veš, jaz tako, lej, moja poanta je, mogel bi samo reči, samo v stavku bi mogel biti. They were gonna face Croatia with, a veš, Dražen Petrović, Toni Kukoč. Ja. Sam reči bi ga Ja. mogel. Ni treba razlagati, Ja. kdo je. To ni dokumentarc o tem, jaz to vse razumem. Res, nimajo cajta, treba je tega Kukoča furati. Ne. Ampak to je pa, veš, to je tako, kot da bi recimo delal dokumentarc o Jordanu, pa Pip nasploh ne bi omenil, recimo, ne. Pa je v bistvu ten kontra, ki je bil Kukoč bolj pipan. Ne vemo, kdo je bil Jordan. Ja, seveda. Veš, tako, to je pa tako. Naši človeki, to se vse strinjam, ampak tisti je pa zamera, kar se mene tiče. Tako. Mislim, sploh zato, ker Dražen, ne samo da je bil takrat v NBA, bom rekel na vrhuncu, ki je bil za tretjo peterko lige in leto kasneje zbran. Ne. Tudi zato, ker ne vem,
To je bila ta prva stvar, ki je tudi mene zmotila. No. Veš, ker Dražen je bil največji lider jugoslovanske košarke, pa poznaj hrvaške, ki smo ga kadarkoli imeli. In v smislu, da pizda, ti si v njega verjel 100%. On je bil poosebljanje liderstva in on je bil največji fighter ever. In da ga stavkom ne omeniš, se tudi meni malo umen zdelno. Ampak po eni strani sem pa to čisto razumel, ker pač oni morajo furati svoj narativ. Ne? Zakaj bi se zdaj Dražen dotikal, čeprav je bil to njegov tip? Ne, to je res. Sej zato, jaz tudi ni zdaj, da je, ampak tako, to je pa res. Neumen mi je sam, kad to rešiš z enim stavkom. Veš, to me mori. Se ga ni treba kazati, pa ne vem ko, ampak sam z enim stavkom to vse rešiš. Vse je rešen, če me vprašaš. Sam reče se ga. Ne? Pa se veš, da so Američani mali ignorantski. No. Bejš, pa un talking head, unga modela, ki je zdaj na ESPN-u, prej bil pa kao Chicago Sun-Times, oni ne vejo, kakšen človek je kukoč, kaj ga je izoblikovalo, ki sem bil jaz, nehite. Ja, to so floskole, brez veze. Kristus, to si že prej omenil, no, ampak tisti, ki se pa meni zdaj res dosti fenomenalno, je pa un metanje kovanca ob steno za varnostniki. Ja. Tisti je pa... Mislim, tle je velik, prvič je zato, ker sem odkrival na novo igro, ne? Drugič je zato, ker to pa res pokaže MJ-ov karakter. Ne? Ni važen kje pa, ni važen kaj. Ne? Jaz hočem zmagati. Ne? Se to je malo že mejina bolestno, ne? Ampak se mi zdi, da je tudi to potrebno, da lahko dosežeš to, kar je dosegel on. No? Ja, da se ne neha to v resnici. Pač. Ja, pač tip je postal posthumno legenda, ne? S tem svojim šragom. Ja, najboljši mim iz tega dokumentarca. Ja, daleč najboljši mim, to je dejstvo. Kaj pa tako, sprav ti v 90-ih pol, tako kot mi vsi Michael Jordan Bulls fan, tako je življenje, itak drugo ni obstajalo, ali kako je šlo pri tebi? Ne, jaz sem bil full velik fan Gary Paytona. The glove. Pač, če bi mogel še koga iz NBA izpostaviti, poleg valjda Dražena, bi bil to Gary Payton, ker pač mi je bil cool, všeč mi je bil njegov način igre, všeč mi je bil njegov trash talk in to, da je pač imel zmeraj nekaj zapovedati. Pa da je konec koncev bil glasen tudi v finalu proti Jordanu, čeprav pač mogoče malo neuspešno, čeprav je bil 1-1, sta se kar dobro dejala. Pa všeč mi je bil, da je grizel v obrambi, pač mogoče zato. No. Ja, okay. Car. Pa nasplošno to, kar so imeli v Seattlu, ne, pa kar si želim, da bi spet kdaj imeli, je bila ena taka res posebna zgodba. No. V bistvu so vzeli ekipo enemu najboljših fanbaseov v NBA ever. No. Zdaj že malo patim za naprej, ker sem začel v Seattlu razmišljati o tem, kaj se je v franšizi zgodil. Pa pustimo to. No. Peyton, lepa, to je pa kar ok. Ja, nimam posebnega razloga. Veš kaj, jaz sem takrat, seveda, kot mnogi, ki so se ukvarjali s košarko oziroma spremljali košarko, kupoval hrvaško revijo Košarka. Ne? In tam vem, da je bilo nekaj intervjujev, ki mi je dokončno oblikovalo mnenje o njem. Ker drugih, a veš, malo si gledal po televiziji, ostalo pa ne, je bila košarka in se mi je prikupil. No. Ja, ok. Ne, sej, meni je bil on tudi, mislim, vedno všeč, pa zraven je imel, tako kot smo v podrobnostih rekli, kempa, ki pač ni človek, pač kakorkoli obrneš. Ja, pa sej, imel sem par takih čist neracionalnih, mogoče NBA simpatij, ne vem, vedno sem rad spremljal Atlanto z Mookie Blaylockom pa Stacey Ogmanom, ne vem zakaj. Jaz to veš, pač par takih sem imel, pa ne vem, Kendall Gill iz New Jerseyja mi je bil vedno cool, pa tako, veš, ne vem, nisem imel neki posebnega razloga. Ne. Ja, to je to, košarka pa slam, pa je bilo dost, ne, več ali manj. Ja, seveda. Pa ker še nisem imel dinarčkov za slam, če si ga nisem mogel prvoščati, sem obvezno pičil vedno v konzorciji. To je bilo, čakal sem, da grem lahko čitati slam. Drugi časi, ampak dobesedno, pa ne, da smo mi na neki železna zavesa, ampak res drugi časi. Ne, ja, res je. Pa še sam ta finale, jazz pa Bullsi, ne. Zadnji šot, pa kar roka obvisi, pa vse živo, ne. To bi mogel biti konc, ne, efektivno. Jaz se strinjam, sploh zato, ker je Michael to tako dobro izpeljal. On ima tak dober občutek tudi za dramo. Ne. On ene sekunde ni, ko na igrišču on ne zgleda dober. Karkoli naredi, ali je up and under, ali je dunk, ali je fade away, ali je karkoli, tudi ko pade zgleda dober. Ne.
Ne, ampak res, no, pač oni imajo vrste, strinjam. ne vem, nam rekel poezija v gibanju, ampak ful je bil eleganten, glede na to, da je bil, mislim, noro hud atlet, ne, ampak imel je tisti šmek, ki ga kdo nima, ne, recimo LeBron, pa ne, da imam kaj proti LeBronu, ampak on je pač tovornjak, kamion, vlak, pizda, ne. On je pa tako imel, tako kot, ne vem, Pete Maravich ali pa Jason Williams, ali pa kdo, imel je ta fluid movement. In to bi lahko bil perfekten konc, ampak sem vsem vesel, da se je vrnil, zato ker pač Majka ni bilo nikoli dost, saj meni, ker pač nazaj pri Washingtonu. Pa se mi zdi, zdi se mi, da so bila mogoče malo nerealna pričakovanja, kaj so od njega pričakovali. Ti bi bil star 40 let, 41 let, pa je igral, pa je dal 20 pik na tekmo, valjda, da nima več istih kolen, ne more isto obrambo igrati, pa tako naprej. Meni je bilo pa fajn, no? Fajn mi je bilo spremljati njegov povratek, vseeno mi je bilo, ni mi bilo zdaj pa tvoja legacy ali pa tvoja zapuščina je na kakršenkoli način omadeževana. Sploh ne, pač on, kar je naredil, lahko bi ostal pri zadnjem metu, pa pač ni jebiga. Želel si je, zakaj pa. Pa lepše drese bi mogli imeti Wizardsi. To je še moj bif. Stari. Ja, pa jaz bi, da ostanejo tudi Bulleci, če smo že pri tem, ampak dobro. Če so Wizards boljška. Problematičen ime. Vem. Zelo problematičen ime. Čak sem malo, so Redskins še? Mislim, da, to star, kar je kar grozen. To bi se tudi... A veš, tako, come on, no. Ne, star, to mi lahko, ker nimamo nobenega stika s tem, si še lahko misliš, ja, se strinjam. Se strinjam. Who cares? Se strinjam. Najdeš tudi... Pa tudi, a veš, Bulleci, mislim, sploh tudi res niso bili primerni za Washington, ker je bilo res veliko kriminala, takrat pa še vedno so kar spredi, no. Ampak vseeno, Bulleci se mi bolj se slišta. Prav, kot Wizards, to je čisto kaj, star. Ja, vse v redu. Zanj sem nekje na Twitterju zasledil, da ne bi bila neka peticija oziroma neka pobuda, da ne bi si New Jersey Netsi ali konc 90-ih ali v začetku 2000, da ne bi se prenovali v Swamp Dragons ali nekaj takega, kar je dejansko obstajalo. A res, ali kaj? Ja, Swamp Dragons, ja. In celo Spoelstra ne bi bil en od pobudnikov tega. Wow. Lej, to je zgodba, ki sem se jo prejšnji teden naučil, pa je moram naštudirati. Okay. En slovenski twitteraš je to naprej vrgel, celo en izmed teh naših basket twitterašov. Bom šel pogledat. Ampak to, škaj, Swamp Dragons se misliš, ka neka kitajska ekipa? A še oni imajo zmerno te Ja, stari, ne, se ni. Se kaj pa Toronto Raptors, stari. Vsa ta manija okrog Jurskega parka, dinozaurov, pa imamo zdaj Raptorje. Halo, ja, sem tam je nek najdišče, pa ne vem kaj, pač lej. Ja, se vem, nič hudega. Lej, pa tudi Utah Jazz, ne, so iz New Orleansa prišli, pa bi lahko še ime zamenjali. Najslabši kombo. Bele da v Lakersih ne govorimo, ne? Ni, po moje, no, tako. Ja, ampak da v Lakersih ne govorimo, ker so iz Minneapolisa, ne, kjer imajo dejansko kakšno jezero, ne, pa jebiga, tako je. To je nas res. Dej, pa sam, da greva v zadnjem vprašanju, sem še ena v basketu, čistko. Nočem se sploh pogovarjati, ker se mi zdi, to so se enkrat že malo menila, kdo je GOAT in primerjamo različne ere. Mene je to neumen, mene je to res tok neumen. Ja, se strinjam. Pač to je res, ne moreš primerjati. Pač brez veze. Mene samo zanima, zdaj pa tako, ker je ta The Last Dance. Ko gledaš vse ekipe od Jordana, ki smo jih zdaj spremljali, pa če daš Jordana stran, pa ne govorim kdo je v bistvu najboljši ti igralec, tako, že spet, za kjerga bi navijal, če Jordan tam ne bi obstajal. Pa lahko je, omejitev je sam, mora biti iz Bullsov ali pa iz kjerihkoli, ki so igrali proti njim, recimo v tisti eri, tisti, ki so bili dokumentarci. A kjerga tega, ki je ta najjači bil na drugih ekipah, bi izbral, recimo, če Jordana omakneš, to me zanima. Simple, Barkley. Okay. Mislim, meni je bil Barkley vedno simpatičen, sicer preden se je preselil v Phoenix, nisem niti dosti spremljal, ker tudi nisem bil tako hardcore na basket, ampak meni je bil njegov slog igre vedno všeč. Pa pač, a veš, spet ne, ena usporednica s Peytonom, mogoče zato, ker je bil tak, ki je bil glasen, pa ki je bil mogoče malo nenavaden, pa ker je rušil stereotipe o tem, kdo je lahko uspešen rebounder. Mislim, 196 cm, pa da jih 13-14 pobereš na tekmo, se mi je zdel vedno fascinanten in totalen car in se mi zdi, da folk že malo pozablja, kakšen zver je bil Barkley. Drugač pa, čisto iskreno, če daš Jordana stran, je bil my number 2 vedno Pippen. Okay. Mogoče zaradi sloga igre, zaradi obrambe, pa zaradi tega, ker je tudi dokazal v sezoni, ko Jordana ni bilo, da v bistvu lahko daleč pripelje Bullse sam in takrat sam sebe sem dokazal celi ligi, da je MVP worthy, pa da se tudi brez Jordana da kaj narediti. Fair point. Jaz bi pa Ola Jovona merno.
Tako, Ja, se strinjam, je takoj na 3. ali pa na 4. mestu. Ker njega gledati, a veš kaj, grem jaz še vedno doskrat gledati, pa ni en teden tega, ker sem gledal. Olajuwona, ki je pri 50 plus uči druge. Ja, Lebrona, ti z Lebronom. Ja, to sem gledal nazadnje. Ti si je Pa učijo noro, tudi druge, ta pa star. Dwighta, pa Kobija, pa še... Res, pri 50 Jaz si na mislim, teh stari, kolenih, kjer- jaz sploh ne razumem, kako hod Ja. model. Sploh ne razumem. Tako, za 5 do 8 minut na tekmo ga daš lahko kamorkoli, ker jih mota. Stari. Pa še kar se obrne, pa spusti dol, stari, pa Ja. njegov rolling, Ja, stari, to ja. je brez veze. To Ja, tako visoki ja, točno- ljudje ne bi smeli delati, res. To je edini, ki je Točno blizu tak prši klip do z Lebronom, Duncan, ja. stari. Pa še ni bil tam čist. Bil je pa blizu. Ja, ja. Po footworku, Ja, bolano, ja. Res noro. Ja, Ja, okay, kle se pa kar, no, dejva se strinjati, to mi je všeč. Ne, res, veš kaj fora, jaz imam 2,4, star. Jaz nisem bil nikoli tako narejen, razumeš? Pa Ja, zgleda tako, ja. kot jaz, ti neke dolge roke, dolge noge, dolg trup, pa se obrača, Ja. pač, ne vem, ne razumem fizike jaz tam, no, ne razumem jo, v resnici. Ja, ne, a veš kaj, ne sem, da je neverjetno hiter, tudi pač tako kot Jordan ali pa še kakšen drugi igralec, ful je eleganten. Ja. Imaš flow, njegovi gibi imajo flow. Vse so še drugi hitri, ne, ampak lej, Durant je za svojo višino neverjetno hiter, pa dober handla žogo, ampak pač ne zgleda tako Ja, dobro. ni smut, ni tako smut. Zato jaz bi rad vedel, Ja. a je Olajuwon tudi bil Bambi, ki je bil majhen, tako kot jaz. Pač, a veš, a je bil na eni točki ta človek, ki se ga dotaknil in je padel. Pač sem to bi rad vedel, Jaz pa mi- 12, a veš, ali pa nekaj. Jaz mislim, da to ali imaš ali pa nimaš. Ne? Pa vsi govorijo, pa je futbal treniral, pa je footwork dobil. Lej, jaz mislim, da tudi če on futbala ne bi Ja, da bi treniral. na isto pršel. Ja, jaz Ali tudi, imaš to v nogah ali pa ja, nimaš. jaz tudi mislim, da. Pač, pa tako mora biti narejen, pa proporc mora biti ta prav nekak, jaz ne vem. No. Ja. To je res Pa noro. všeč mi je, da je ubil Nila v 95. finalu s 4-0. Ja, A veš, Ja. to mi je bilo, vse še je car, pa vse ne, ampak ja, haki meni dej. ja. To je res, čeprav jaz tiskar gledam pa Simonsu prav, mislim, da je Simons to rekel, ki je rekel, da Šek, če bi se mu dal, ne, bi bil najjačji Ja. ever. Če bi Ja, se mu seveda, dejansko absolutno. dal. Tako. On je sezono izkoristil, da je prišel v formu. Ja. Ja. Če bi imel on work ethic Jordana ali pa Kobija, jaz mislim, da sploh ni debate, da bi imel tip, ne vem, pizda, 8 naslovov, Ja, razumeš? ja. Ker je bil on sposoben, in glede tudi on je bil, glede na to, da je bil center, neverjetno hiter. Podcenjuje se njegov footwork, njegova Ja. mehka roka, ne s prostih, ampak z 2 metrov, recimo, ne, baby hooks pa tako naprej. On je bil izredni igralec, ki je pač, mu je bil basket ful pomemben, ampak je vedel, oziroma si je želel tudi živeti na drugačen način. Ja. Je bi ga, to moraš spoštovati. Ja, se Kaj strinjam, češ? to se čisto strinjam. Saj ni on edini, saj jih je bil še kakšen tak. Ja, še kašar, ker če jih gledaš na začetku sezone, so kar rekreativna liga. Ja, vem, Vsi so takoj na kolenih. Ja, Ampak, ja. ja, ja. Okay, dej, greš še na konc na to zadnje vprašanje. Zdaj, ajde, telefoni in pa računalnik, povej. Ja. Enega ThinkPada imam, to v bistvu imam en laptop, ker ti specifikacij ne bom znal na pamet povedati, ker sem si ga umislil, zato ker ga preprosto potrebujem. Telefon je P40 Pro, to se pravi najnovejši Huawei telefon, pa da nam preveč reklame delam, ampak se ve, da se s Huawei delam, s katerim sem zelo zadovoljen. Pa moram priznati še nekaj, 800 vlogov sem naredil, ali pa 803, 790 sem jih naredil na telefonu. Zdaj me pa začel en členek malo hecati, pa sem jih zdaj par naredil na kompu. No. Tako da sem prešaltil, zato da se malo pomiri situacija, da se naredi rehabilitacija. Pa moram reči, da mi je tudi všeč izkušnja. No. Pač malo drugače, ne morem trditi, da je ful hitrejši, ker sem bil tam pa reže nadrkan, te stvari noro hitro delati. Je pa drugače, tudi oči si malo spočijejo, no, ker sem si pol sliko kompa vrgel na ta velik zaslon. Lepa. Fajn izkušnja, tudi drugače delati. V čemu pa montiraš na kompu? Želel sem si približati k temu, kar uporabljam na telefonu. To se pravi orodje, ki je ful preprosto, ker vem, da jaz pri svoji vsebini ne kompliciram, ker imam več ali manj cut. Tako da sem izbral tale Adobe Premiere Rush. Tega Rusha. Rush je najbolj poenostavljena stvar, ki ti v bistvu ne omogoča veliko, pa kljub temu več, kot jaz sploh potrebujem. Pa zelo simpel je narejen. Torej, jaz imam kupenega predznanja, ampak verjamem, da bi Rush znal uporabljati nekdo, ki ima predznanja nič. Štekam. In to se mi zdi pa ful pomemben, tudi pri kakšnem koli urejevalniku video ali pa slike. Ja, fair point. Pa da ajde 5 appov, ki jih dejansko uporabljaš na telefonu. Stitcher za podcaste. Kar weird, ampak reže.
Komentirati. Ja, dobro, YouTube pa Instagram sta preveč na prvo žogo. Ne, to šteje. Jaz mislim, da je to treba reči. Se pravi, zdaj si že 3 dal. YouTube, Instagram, Stitcher, ajde naprej. Ok, zignoriral bom aplikacije, ki jih uporabljam za montažo video, ker sem o tem govoril že tažnikrat. Pa da ne bom rekel glih NLB klik. Netflix. Lepa. Pa spoznavam se, oziroma z grozo se lotevam TikToka, ker vem, da bi se ga počasno. Kristo, jaz imam tudi tako, imaš account, kva pa si? Ja, komu terminu. Okay. Ja, jaz sem pa Anzeta, ker mi je eden vzel Anzeta, mami, ok, v redu. Ja, veš, ker na Twitterju sem ločil, kada komu terminute ni, ne, ker tam je pač moj basket life, tukaj pa le enkrat sem predaval enim srednješolcem, pa sem za hec rekel, kdo ima pa TikTok in jih je 95% dvignila roko. Okay, ja, vem. In nočem sploh, a veš, ne, stari, le s TikTokom ni zajbancije, zato ker tukaj pa res pridejo tukaj pa ni sam neki kao en video. Ne, stari, tukaj pa če daš gor, mora biti the shit. Ja. In jaz pač preprosto ne vem, če imam čas pa energijo, jaz znam the shit narediti. Ampak vem, koliko energije gre v to, in če bi bilo to moje primarno omrežje super, se strinjam, bom razturil tukaj, oziroma bom probil, ker pač vem, da ene stvari znam skupaj sestaviti, ker prosto ne zmorem. No. Ja. In me v bistvu malo me boli, ker vem, da pač je ful dobra platforma, ki ti kar ne dovoli dol pobegati, ker na njej se najdeš izjemno kreativne ljudi, tudi ful Slovencev je, ker razturjajo na TikToku s ful dobro vsebino. Ja. In se mi zdi, da čutim preveliko odgovornost do sebe, pa do ljudi, ki me spremljajo, da bi gor dajal ološ, nekaj, kar ni dobro. Tako da imam 2-3 videe gor, sem toliko zahez, da sem malo sproban. To pa vse podpišem 6-krat, tako da, absolutno. Ajde, zdaj pa še zadnje vprašanje, ki je tudi vedno isto, a ne, lahko ponoviš od zadnji, če se spomniš ali pa ne, za nalaž te ne bom sploh spomnil. Ena fizična stvar, ki je naredila nek vtis na te, lahko jo še imaš, lahko jo nimaš več, ne more biti tvoja babi, kaj bi to bilo? Kaj bi leta 2020 Čiro rekel, da je to, ajde. Zdaj bo hecen, ne? Zdaj se bom pokopal, ne? Ampak jaz moram biti iskren, ne? Tudi sam do sebe. Noro sem zadovoljen s sesalcem, ki sem ga videl. Lepa, kaj pa, povej, sem sesalce, sem tudi nek fetiš na sesalce, tako da ni panike, povej. Ne, kva smo se najdla. Ne, veš kaj, imel sem en sesalc, ki se mi je sesul in pa sem želel drugega in sem ostal pa isti znamki, pač Electrolux, pa to res ni reklama. Sej mislim, da pri sesalcih se mi zabava. Doma so ene stvari pač razdaljene, tako kot so, in jaz z veseljem vedno sesanje poberem. In neverjetno, jaz sem bil sam presenečen, koliko veliko mi pomeni, da imam dober sesalc. Jaz to ful štekam, te star. Lej, priznam, in mi tudi ni neroden. In ker jaz vidim, da je lahkoten roč, da lepo zavije okrog vogala, da je kabel dosti dolg. Pa da je dober kabel, da je kabel dober. Ja, seveda, pa da je mehanizem dober pa vse. Točno to, te star. Pa tudi, da je sesalc na pravih mestih, a veš, da je v bistvu, da ima gumo oziroma mehko plastiko, ki z njim točeš ob robove. Tako, da ne podemoliraš vsega. Zdaj so vsi spizdi strani. Vse je. Jaz imam rumbo, pa sesalc, star, jaz dam toliko energije v razmislek pri nakupu tega, da nočeš vejati, star. Tako da jaz te štekam. No, to je to. In do tega sem se začel zavedati šele takrat, ko sem začel odpirati škatlo in ko sem ga pržgal. Imam sicer tudi en minus, ampak dobro, nima veze. Ampak sesalc, stari, nikoli si ne bi mislil, da bom kaj tacga rekel. Lepa. Ciril, najlepša hvala, ker si cajt vzel. Ja, hvala, ker si me povabil z veseljem. Vedno. Ja, spet v aparatu se temu reče. Tako da zdaj pa lahko rečeš adijo. Adijo, lepo se imejte, čau. All right.